Spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke, gospod Marjan Podobnik, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Torej, v zadnjem času ste zelo aktivni v slovenski politiki. Prišli ste tako zelo daleč, da kljub temu, da niste parlamentarna stranka v Sloveniji, da v tem trenutku sodelujete z vlado, a nam lahko pojasnite, na kakšen način sodelujete z trenutno vlado Republike Slovenije? Ja, res je nekoliko poseben položaj, ne? Verjetno ni pogosto, da imaš stranko, ki ni parlamentarna, pa je na nek način delno vladna stranka. Čeprav je situacija tudi tu drugačna. Mi smo po zakonu parlamentarna stranka, ker imamo evropskega poslanca. Poleg tega smo tudi najmočnejši na lokalni ravni. Imamo 42 županov v klubu županov in 8 od 40 državnih svetnikov. Res pa je, da nimamo v tem trenutku nobenega poslanca v državnem zboru. Prepričani smo, da jih bomo seveda imeli močno ekipo po volitvah. Smo se pa že pred časom dogovarjali tudi z sedanjimi vodilnimi ljudmi, posebej iz tega desnosredinskega kroga, da če bo prišlo do oblikovanja vlade, ki bo imela v svojem programu večino teh stališč, ki so tudi v programu Slovenske ljudske stranke, da bomo seveda podprli tako vlado. In tudi na naših organih smo povedali in sprejeli enotno tako stališče, da brez kakršnih koli pogojevanj, s kakšnimi kadri ali podobno, podpiramo to vlado, kajti na številnih področjih, od vprašanja samooskrbe s hrano, kmetijstva, obdelanega in poseljenega podeželja, do decentralizacije, regionalizacije, do zaščite meje, so to konkretne točke, ki so neposredno povsem enake kot tudi v programu Slovenske ljudske stranke. Po drugi strani pa imamo v tej vladi trenutno tudi formalno dva naša člana oziroma iz tega kroga, torej magistro Moniko Kirbiš-Rojs, ki je državna sekretarka za kohezijo, in gospoda Franca Kanglerja, ki je državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Franci Kangler je predsednik Nove ljudske stranke, s katero smo pa mi pač skupaj v tem smislu, da skupaj pripravljamo oblikovanje liste za prihodnje parlamentarne volitve. Tako da smo relativno intenzivno vključeni v različna dogajanja, kar je vsekakor, jaz verjamem, v neko skupno dobro, kot ljudska stranka, ki ima nekoliko širšo, recimo širšo polje, širše polje. Mi smo predvsem slovenska ljudska stranka. Nismo predvsem ali desna, ali sredinska, ali leva, ampak v prvi vrsti slovenska ljudska stranka. Smo lahko na nek način tudi nekoliko vezni člen, ko včasih pride do kakšnih različnih pogledov med ljudmi iz različnih strank, recimo, ki oblikujejo sedanjo vlado, s katerimi se recimo poznamo, in jaz sem optimist, mislim, da bo tu eno dobro sodelovanje. Torej, kako konkretno recimo sodelujete zdaj pri blaženju teh negativnih posledic koronavirusa v Sloveniji? No, Slovenska ljudska stranka odločno podpira ukrepe, ki jih je nova vlada v izjemno kratkem času kakovostno pripravila. Tudi mi obžalujemo, da je žal prejšnja vlada s svojimi zamudami, s prepozno reakcijo pripeljala do verjetno nekaterih posledic, ki so težko popravljive. Verjetno bo tudi nekaj več tako obolelih kot žrtev in tako naprej. Vendarle se mi pa zdi izjemno pomembno, da sedaj, ko je ta vlada skupaj z zunanjimi strokovnjaki, ki jih je povabila vse ugledne ljudi iz različnih političnih vrednostnih krogov, da bo do stvari se uspešno peljale naprej. Zelo spodbudno je tudi dejstvo, da so tako vladne kot opozicijske stranke, kakor tudi gospodarska združenja in sindikati podprli ta najnovejši in največji sklop ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Mi sami smo se posebej angažirali na področju vprašanja povečanja samooskrbe s hrano, kjer smo ravno zaradi nekoliko neoptimalnega vsebinskega pristopa vladnega, posebej strani Ministrstva za kmetijstvo, ko gre za vprašanje
konkretnih ukrepov, takojšnjih za povečanje samooskrbe s hrano, smo pripravili interventni zakon z tega področja, smo ga tudi danes predstavili javnosti, smo ga posredovali tudi vodstvu vlade in vsem parlamentarnim strankam. In pričakujemo, da bodo, tako kot so nekatere naše predloge že sprejeli in so v nekaterih dikcijah, da bodo podprli tudi dodatne predloge, predvsem v tem smislu, da se sedaj ob začetku rastne sezone pomladi še pravočasno spodbudi kmete, da povečajo pridelavo in prirejo za letošnje leto ali pa se na novo odločijo. Če pa želimo doseči ta cilj, pa je seveda treba dati konkretne stimulativne ukrepe. Od finančnih stimulativnih ukrepov pri semenih in drugih sredstvih, zato da je to stimulativno, da je tudi cenovna kalkulacija ugodnejša, do recimo ukinitve davčnih blagajn, pa recimo do davčnih blagajn vsaj za kmete, ki niso v sistemu DDV-ja, pa do ukrepov, da se odprejo možnosti večje prevzema lokalno pridelane hrane v javnih zavodih, kot so šole, vrtci, bolnice in tako naprej. To je vlada sprejela izjemno dober ukrep. 80% naj bi bilo lokalno pridelane hrane. Ampak eno vprašanje, če lahko stopim vmes, sej je zelo dobro, druge možnosti tako nimamo kot to samopreskrbo, ampak po drugi strani, a so potrošniki, ljudje pripravljeni za to domačo hrano, da jo bodo uporabljali? Jaz mislim, da so pripravljeni bistveno bolj, kot so bili recimo pred 10-15 leti. Vsi podatki kažejo, podobno kot v sosednjih in drugih državah, da se tako poraba te hrane povečuje, kot tudi zanimanje zanjo. Pravzaprav ponudba ne sledi povpraševanju v tem trenutku. Res pa je, da Slovenija tu nekoliko oziroma kar precej caplja za številnimi, če primerjamo recimo sosednje države, kot je Avstrija ali pa potem naprej proti severu, zahodu, Švica, Nemčija in tako naprej, so glede tega precej pred nami. Tudi, kot je bilo vprašanje, se pravi, tudi sama zavest ljudi je drugačna, se pravi, v Avstriji ni potrebno s 3 zakoni in 5 podzakonskimi akti prepričevati ljudi, da takrat, ko je sezona jagod, v Avstriji kupujejo avstrijske jagode in ne bodo za 1 cent cenejšo tujo ponudbo vzeli tujo ponudbo. Pri nas je to... Vse to je na nek način skrivnost njihovega gospodarskega uspeha. Vsekakor je to en pomemben člen. Jaz mislim, da smo sicer Slovenci tudi tukaj, da gremo počasi v pozitivni smeri. Tu bo potrebno veliko vztrajnosti. Mi smo prav zaradi tega v tem interventnem zakonu pripravili povsem celovito zgodbo. Jaz sem danes na tiskovni konferenci, tej videokonferenci govoril ravno o tem in bom zelo vesel, če bomo dobili kakšen odziv oziroma kakšno polemiko na našo tezo. Namreč, mi trdimo, da je možno v letošnjem letu vsaj za 100.000 ton povečati lokalno pridelano hrano. V 3 letih pa zagotoviti, da bo Slovenija 100% samooskrbna. Seveda z pridelki in prirejo tistih vrst, ki se pri nas lahko konkurenčno pridelujejo in redijo. Ampak je pri nas dovolj močna kupna moč kupcev, se pravi državljanov, ki si bodo lahko to privoščili, kajti vemo, kvalitetna hrana, ki jo proizvajajo naše kmete, je boljša. In seveda je zato treba dati tudi kak evro zraven. Menite, da so tudi ljudje naši imajo dovolj debele denarnice, ko si lahko kaj takega privoščijo? Jaz vam lahko povem primer trgovin, na katerih sem delal, ko sem sodeloval z Grmom Novo mesto in smo vzpostavili par teh trgovin kot kratke verige neposredno od pridelovalca do potrošnika. In ko je recimo ena od teh trgovin postavljena v Fužine, v Ljubljani, ki gotovo ni del Ljubljane z najvišjo kupno močjo, pa so vsi proizvodi, pridelki in proizvodi kmetijski, ki se prodajajo, dražji ali pa bistveno dražji od cen v 10 metrov oddaljenem Mercatorju ali pa nekih drugih ponudbi tam, ki je bila 20 metrov stran, pa kljub vsemu potrošniki z izjemnim zanimanjem in tudi množično kupujejo to hrano.
Torej, odgovor je da. In zakaj je odgovor da so ljudje na to pripravljeni? Zato, ker ni res, da je ta hrana bistveno dražja. Ta hrana je bistveno dražja, če je organizacija slaba. Tu moramo biti samo kritični, tudi iz kmečkih vrst in teh od zborničnega sistema do zadružnega sistema je tu ogromno potrebno še narediti, se pravi, organiziranost ni ustrezna, pri čemer imamo odlične primere dobrih praks, tako v zadružnem sistemu kot nekateri deli zborničnega sistema. Če stvari ustrezno organiziramo in če seveda zagotovimo, da bo skladno recimo s sklepom vlade, da bo potrebno 80% porabe hrane v javnih zavodih, ti pa porabijo letno za preko 200 milijonov evrov hrane, se pravi preko 80% naj bi bilo po novem te lokalno pridelane hrane. Kaj je problem tega vladnega današnjega izjemno dobrega ukrepa oziroma včerajšnjega? Da bodo mnogi v mnogih okoljih rekli, seveda bi mi kupili 80%, ampak te hrane ni. Zakaj pa hrane ni? Zato, ker ljudje jo ne pridelujejo, če ne vedo, da jo bodo lahko po vsaj taki ceni, da bodo prišli skozi, se pravi pokrili stroške in zaslužili še kakšen evro, lahko tudi prodali. Rešitev je čist prava, 80% lokalne hrane v javnih zavodih. Potem pa treba narediti drugi korak, tega pa do tega trenutka žal vlada ni naredila, oziroma pristojno ministrstvo. Treba je sedaj stimulirati kmete, male, srednje, velike, recimo v Prekmurju, na Goričkem, v Prlekiji in tem deli jih je zelo veliko, da bodo sedaj, ko se odločajo, pa bodo povečali mal delež za pridelavo zdaj spomladi, ali se pa nekateri lotili na novo. Ampak kmetje se ne bodo lotili pridelovati tudi za trg, nek majhen kmet nekje v Prlekiji ali pa na Goričkem, če bo moral za to odpreti davčno blagajno, imeti celo vrsto papirologije, enako kot bi, če bo pridelal za 2000 evrov, enako kot bi pridelal za 2 milijona evrov. To je treba popolnoma poenostaviti, kar pridelaš, če je dobro za tvojo domačo hrano, je dobro tudi za prodajo in če se bo tako sprostilo, bodo ljudje množično pridelovali hrano. No, če se seveda dobra, zanimiva vizija, ampak vseeno, če se vrnemo sedaj na to krizo z koronavirusom, vi zagotovo, če ste, bom rekel, v bližini vlade, imate zagotovo kakšne informacije, kaj še lahko pričakujemo, oziroma kakšne so pričakovanja, kdaj se bo ta zadeva malo umirila in kdaj bomo spet lahko šli v miru v nedeljo na kavo? Ja, zdaj napovedi so zelo različne, ne, in zdaj, če bi tehtali, rekel, te bolj optimistične pa bolj pesimistične, se bojim, da so bolj pesimistične bolj realistične. Nekateri pač napovedujejo, da smo še precej daleč od vrhunca, da bo še zelo povečan delež obolelih in tudi smrtnih primerov. Mislim, da je zelo pozitivno to, da je nova vlada sprejela zelo rigorozne ukrepe, in tudi naše značajske lastnosti, hvala Bogu, Slovencev so tu malo bolj primerljive avstrijskim pa nemškim, ne pa recimo italijanskim ali pa španskim. In jaz nekako verjamem, da mi te usode Italije in Španije ne bomo doživeli in da če se bomo ljudje res maksimalno držali teh pravil in teh navodil, ki so postavljena, znotraj tega si pa skušali olajšati življenje, da bo življenje kljub vsemu teklo normalno, potem verjamem, da je lahko Slovenija ena od držav, kjer se bo pokazalo, da smo bili z zelo rigoroznimi ukrepi, sicer nekoliko zapoznelimi, tudi uspešni pri borbi s koronavirusom. Ampak če se malo poigramo z številkami in pa z boleznimi, torej za koronavirusom je do danes umrlo 5 ljudi. Lani je v Sloveniji zaradi navadne gripe umrlo 160 ljudi, zaradi rakastih obolenj pa 3000 ljudi. Pa teh stvari nobeden obešal na veliki zvon. Kako to komentirate? Ja, to je seveda nekoliko izhajajo tako vprašanje, tudi vprašanje recimo teorij zarote, ali je to neka odločitev, ali farmacevtske industrije ali pa iz kakšnih drugih razlogov. Jaz mislim, da je to zelo poenostavljeno igranje z usodo ne le posamezne države, družbe, naroda, ampak z usodo civilizacije. Namreč
ko se sprašujemo, kako je bilo na Kitajskem, je verjetno bolj ali manj vsakmu jasno, da tam ni umrlo 5000 ljudi, ne? Da je bilo teh bistveno več, da so seveda na svoj način posegli v nekem trenutku, osamili 60 milijonov ljudi in v relativno kratkem času stvar zaključili. Tudi nimajo tam nekih posebnih problemov zaradi kakšnih demokratičnih principov, so šli zelo enoznačno in so bili pri tem uspešni. Zdaj primerjava med obolelimi ali pa smrtnimi primeri pri navadni gripi pa pri tem koronavirusu je lahko tako malo kot primerjava z, ne vem, marsikdo reče, bojite se zveri, medveda in tako naprej, pa ne veste, da zaradi klopa bistveno več ljudi umre. Po eni strani je treba vedeti, da ko se vidijo možne razsežnosti, te so pa lahko apokaliptične. Se pravi, zdaj umirajo, so okuženi vrhunski športniki, igralci, ne vem, princ Charles, mislim, da se je pred dnevi se je ugotovilo in tako naprej. In ko bodo začeli ti ljudje tudi umirati in ko se bo videlo, da pravzaprav smo vsi, mi smo že pri teh letih, ki vstopamo, če zase govorim, v tisti krog bolj ogroženih. In ko enkrat začutiš, da je pravzaprav lahko vsaka pot, pa ne tista, ki jo boš naredil, ampak tisto, ki si jo naredil v zadnjih dneh, bila že usodna, in ker se ve, da ni zdravila za to, ni cepiva za to v tem trenutku, pomeni, da je poigravanje za idejo, pustimo vse, pa bo se že stvar zaključila, mogoče, ko bo malo se ogrelo pomlad, pa bo stvar šla, je po mojem skrajno neodgovorno, ker lahko bi, recimo napovedi so, da bi lahko to bistveno preseglo, ne vem, posledice španske kuge, ko je do 100 milijonov ljudi pred 100 leti, recimo umrlih. Predvsem pa jaz mislim, da je prav, da tu dejansko stroki, ki je praktično poenotena, v velikem delu poenotena, sledimo, da smo pri tem odgovorni, kajti popravnih izpitov ni. Je neprijetno, da je treba biti zaprt doma, pa malo poseben način življenja v družinah, ampak če bomo čez pol leta lahko rekli, zaradi tega, ker smo se držali pravil, smo ostali živi in predvsem se tudi vračamo v normalen način življenja, bomo lahko rekli, vredno je bilo. Gospod Podobnik, še morda za zaključek najnega pogovora še kakšen apel oziroma sporočilo Slovenkam in Slovencem? Jaz bi rekel, bodimo samoiniciativni, se pravi, pomagajmo si skladno v okviru tega, kar so priporočila stroke, da je možno in dovoljeno, si pomagajmo, da bomo lahko fizično, psihično preživeli te čase, ki so lahko merijo v dnevih, tednih, lahko pa tudi mesecih ali več. Vsekakor priporočilo upoštevajmo, navodila stroke, podprimo ukrepe, za katere, hvala Bogu, lahko rečemo, da so po dolgem času tudi v političnem smislu v Sloveniji enotni. Če se pa vrnem še malo na to stvar, kar smo pa na začetku govorili o samopreskrbi, naredimo nekaj vsak sam na tem, na svojem vrtičku, zdaj pomladi posejmo, posadimo stvari, ki smo jih morda že zadnjih 20 let nismo, pa v svojem okolju poiščimo kmete, tiste, s katerimi bi želeli sodelovati, pa bomo, ko bo ta stvar končana, da bodo to naši dobavitelji, pa morda, da bomo tudi njim celo pomagali, pa se povezali, da bo dolgoročna povezava, da v naslednji taki krizi, če bo do nje prišlo, bomo vedeli, kje imamo zagotovljeno dovolj hrane in kdo so konec koncev preko tega postali tudi naši prijatelji. Gospod Marjan Podobnik, hvala lepa za vaš čas. Hvala lepa za povabilo in vse dobro.